ki jo vodi Mojca Pašek Šetinc. Ta preiskovalna komisija je glede na vse, kar do sedaj počne, namenjena zlorabi zakonov, namenjena zlorabi parlamentarne preiskovalne komisije. Predvsem pa ugotavljam, da je ta preiskovalna komisija predvsem neko zdravilo za osebne frustracije, ki jih ima Mojca Pašek Šetinc zaradi stranke SDS in pa njenega predsednika Janeza Janše. To, o čemur smo bili priča danes, samo nakazuje na dejstvo, da parlamentarna preiskovalna komisija nima nobenih konkretnih stvari, o katerih bi lahko razpolagala, razglabljala in jih pa seveda tudi povezala s Slovensko demokratsko stranko. To, kar se gre Mojca Pašek Šetinc skupaj z Natašo Sukič in pa Sonibojem Knežakom, je nič drugega kot phishing, zlorabljanje zakonodaje, zlorabljanje parlamentarne preiskovalne komisije. Gospa Mojca Šetinc Pašek je skupaj s koalicijskimi poslanci najprej zahtevala transakcijske račune od Nove24 TV in pa tudi od Novih obzorij. To je bila prva poteza. Potem, ko je dobila te transakcijske račune, zahteva transakcijske račune od vseh podjetij, ki so tem dvema podjetjema bodisi nakazovali finančna sredstva, bodisi so od njih prejemala finančna sredstva. Zahteva tudi vse pogodbe, na podlagi katerih so bila finančna sredstva izplačana. Naslednji korak, ki bo nov krog, se pravi, da bo zahtevala transakcijske račune vseh podjetij, ki so poslovala s temi podjetji, ki so poslovala s tema dvema podjetjema Novo24 in pa Novimi obzorji. Skratka, gospa, in danes sem jo to opozoril, tako širi ta krog vseh teh pravnih oseb, da bo na koncu verjetno prišli tudi do kakšnega Mileta Šetinca, tam pa se bo verjetno preiskava tudi končala. Gre za čisti phishing in gre za dejstvo, da nimajo nobenih dokazov, da iščejo v temi in da želijo s to zlorabo samo priti do transakcijskih računov nekaterih gospodarskih družb, ki nimajo nobene veze z državo. Ne more parlamentarna preiskovalna komisija preiskovati zasebnih gospodarskih družb, ki ne poslujejo ne z občinami, ne z državo, ne s katerimikoli drugimi subjekti, ki bi vključevali javna sredstva. Zaradi tega menim, da gre za eklatantno zlorabo preiskovalne komisije. Nekaj tednov nazaj smo tudi predlagali v poslanski skupini SDS, da se preiskava širi na financiranje kampanje politične stranke Gibanje Svoboda preko Odlazkovega medijskega imperija, preko portala Necenzurirano, preko podjetja Vesne Vuković. Spomnil bi samo, da sem na to že opozoril, ko smo v parlamentu govorili o aktu, o ustanovitvi preiskovalne komisije in takrat sem Mojco Pašek Šetinc vprašal, gospa kolegica, kaj pa ta podjetja, se pravi Odlazkova mreža, Necenzurirano, Vesna Vuković, ali bomo tudi to preiskali? Njen odgovor je bil, citiram: "Hvala za besedo, najprej bom zelo na kratko kolegu Žanu Mahniču. Res, dobro je, da bomo ustanovili to preiskovalno komisijo, ki je zastavljena zelo široko in da bomo morda lahko vključili vse to, kar ste vi zdajle tukaj pokazali, našteli." Ravno zaradi tega, ker je bil tudi z njene strani signal, da nima problema, če se tudi preiskuje Gibanje Svoboda, smo mi to predlagali. Zadeva je še v odločanju v poslanskih skupinah, ki so predlagateljice komisije, takšen je pač poslovnik. Ampak že na zadnji seji preiskovalne komisije je bilo rečeno, da ni higienično, da bi Mojca Pašek Šetinc preiskovala svojo lastno stranko, da imamo tukaj veliko dela, da bo veliko dokumentacije, gradiva, papirjev in da ne moremo preiskovati še Gibanja Svobode in še ostalih medijev in da če želimo, da naj ustanovimo svojo preiskovalno komisijo. Temu sem seveda nasprotoval, vendar zaenkrat zadeva, kot sem že dejal, stoji, ker je treba najprej počakati na izjasnitev predlagateljev preiskovalne komisije. Lahko pa že sedaj rečem, da pač ne bodo za širitev, da ne bodo za to, da se ugotovi, kam je šlo tistih 60 oziroma 100 tisoč evrov, ki jih je prejela Vesna Vuković, ki je denar prejemala tudi od GEN-I, ali je to na koncu končalo v kampanji stranke Gibanja Svoboda.
in če oni sprejemajo takšne sklepe, potem bi bilo zanimivo tudi sprejeti sklepe, da se zahteva vse transakcijske račune od Laskovega medijskega imperija, da se zahteva transakcijske račune Vesne Vuković in pa da potem sledimo toku tega denarja. Seveda to je za njih problem in zaradi tega delajo to, kar delajo. Vse občine so dobile dopis, zdaj, če se ne motim, sem nekje prebral, ne, da je tudi občina Tržič poslovala s tema dvema podjetjema, ki se jih preiskuje takrat, ko je bil župan Borut Sajovic in me zanima, če bo Borut Sajovic tudi zdaj vabljen kot priča na preiskovalno komisijo. Zdaj tisto, kar se je pa danes zgodilo in je kršitev, zavestna kršitev zakona, pa je to, da se je mene in pa kolega Janeza Magyarja izločilo kot člana preiskovalne komisije, zlorabo zakona o parlamentarni preiskavi, ki je v neskladju z ustavo, in sicer, da se je naju določilo kot priči. Jaz lahko po pravici povem, da sem pričakoval, da me bo Mojca Pašek Šetinc določila kot pričo, kajti iz strani služb državnega zbora sem že poleti slišal, da je zelo nejevoljna, ker sem bil jaz predlagan za člana te komisije in da iščejo vse načine, da se mene iz te parlamentarne preiskave izloči, kajti vedno sem bil tisti glas, ki je predsednico opozarjal na morebitne kršitve zakona. Mojca Pašek Šetinc ni primerna, da vodi to preiskovalno komisijo, ker ne pozna ne poslovnika, ne zakona, kar je danes dokazala. Poglejte, kaj pravi 3. člen zakona o preiskovalni komisiji. Večina od vas tukaj, vas vidim, je bila tudi prej dol pri njej. Ona je rekla, Žan Mahnič in Janez Magyar bi se morala že sama izločiti, ker sta bila v konfliktu interesov. Zdaj pa poglejmo, kaj pravi 3. člen. V preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec. Prvič, če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje. Preiskovanec nisem bil, priča nisem bil. Drugič, če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim v izvenzakonski skupnosti, ali če ga je s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v sorodstveni ravni v vrstvi do katerega koli kolena ali v stranski vrsti do uštetega 4. kolena ali v svaštvu do uštetega 2. kolena. Ne jaz, ne moji starši, brat, žena, ne pašejo v to točko, se pravi, tudi to odpade. Tretjič, če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje alineje odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje v času, na katerega se nanaša preiskave. Ne jaz, ne nihče od mojih sorodnikov ni bil v organu kateregakoli podjetja, ki se ga preiskuje. In pa četrtič, če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je v neposredni zvezi s predmetom preiskave. Tudi tukaj notar jaz nisem. Se pravi, predsednica parlamentarne preiskovalne komisije Mojca Pašek Šetinc mi je dejala, da bi se že sam moral izločiti zaradi tega člena zakona. In sprašujem vas, ker ona mi ni znala odgovoriti, na podlagi katere ali ne naj bi se sam izločil. In potem, ko je videla, da se je zaplezala, mi je rekla, zaradi konflikta interesov. Sem rekel, kje je gospa predsednica, pa je ta konflikt interesov, a mi poveste člen? Je rekla, sej ni važno, zaradi vseh teh ali ne bi se mogel izločiti. Spravi, gospa, ki je tako polna frustracij, mržne, jeze, sovraštva do stranke SDS in Janeza Janše, ne deluje po zakonih, ne deluje po poslovniku, ampak iz nekih lastnih osebnih zamer dela stvari po svoje. In poleg tega, da se je sklicevala na ta 3. člen, da so me določili za pričo, sem jih opozoril na odločbo Ustavnega sodišča, ki je odločila, da ta člen ni v skladu z Ustavo. Prebral bom samo 16. in 17. točko ugotovitve Ustavnega sodišča. Iz doslej navedenega izhaja, da niti zakon o parlamentarni preiskavi, niti poslovnik ne vsebujeta posebnega postopkovnega mehanizma, ki bi učinkovito preprečeval sistematično naklepno oviranje dela preiskovalnih komisij s predlaganjem za priče in posledičnim izločanjem članov komisije, vključno s predsednikom. Ker ni takšne posebne ureditve v zakonu oziroma poslovniku, je protiustavno okrnjena učinkovitost parlamentarne preiskave, ki jo zahteva 93. člen Ustave.
Ker je ustavno sodišče ugotovilo neskladje izpodbijenih aktov že s 93. členom ustave, ni presojalo drugih očitkov predlagateljev. In pa 17. točka. Ustavno sodišče je skladno s prvim odstavkom 48. člena zakona o ustavnem sodišču ugotovilo neskladje zakona o parlamentarni preiskavi in pa poslovnika z ustavo. Se pravi, mene so določili za pričo kolega Magyarja na podlagi neustavnega člena zakona o parlamentarni preiskavi. Ko sem jim to pogledal, so me najprej debelo gledali. Nataša Sukič, si morate misliti, podpredsednica parlamenta je dejala, da odločbe ustavnega sodišča, da te odločbe ne pozna, pa ravno za te odločbe je trenutno že ustanovljena delovna skupina v parlamentu, ki bo novelirala oziroma pripravila predloge sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. Se pravi, podpredsednica parlamenta je rekla, da tega ne pozna, hkrati pa sedi na kolegiju predsednice državnega zbora, ki se je dogovoril, da ravno zaradi tega gre v neko novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Kasneje je potem gospa Pašek dejala, ja, zato ker ste delničar, zato smo vas izločili. Potem sem jo vprašal, gospa Šetinc Pašek, tukaj je naštetih več kot 100 delničarjev. Zakaj ravno poslanci poslanske skupine SDS? Njen odgovor je bil, za ostale se še nisem odločila, za vas pa zato, ker me zanima, kaj moji poslanski kolegi delajo kot družbeniki v takšnih podjetjih. Si morate misliti, ustava in zakon dovoljujeta slehernemu državljanu, vključno s poslanci, da smo delničari. Dokler vse to seveda javno, jasno in tudi transparentno poročamo protikorupcijski komisiji. Mi nismo nikoli sklicvali se ali pa kadarkoli iz katerihkoli komisij izločevali Matjaža Hana, ko je imel delnice Pivovarne Laško, niti ga nismo sprašvali, zakaj in kako jih ima, pa še kakšen drug poslanec. Mene so pa izločili zaradi 5 delnic oziroma 0,03% lastništva NTV24.si podjetja. Se pravi, poleg mene je za priče naštela tudi nekatere druge poslance, Janeza Janšo, Jelko Godec, Evo Irgl, Franca Breznika, Dejana Kaloha in še nekatere, skratka tiste poslance, ki smo glasni in ki bi lahko zaradi opozarjanja na njene kršitve zakonov in pa poslovnika povzročali težave v njeni parlamentarni, farsični preiskovalni komisiji. Skratka, Mojca Pašek Šetinc zavestno krši zakone, na podlagi neustavnih členov določa za priče poslance, ki nismo v konfliktu interesov. Sam od teh podjetij, ki jih gospa preiskuje, nikoli nisem bil ne član nadzornega sveta, ne upravnega odbora, ne kakršnihkoli drugih organov, da bi lahko vedel, kaj povedati. Ko sem pa dejal, gledajte, če pa predstavljate si, da ustanovimo preiskovalno komisijo, ki bo preiskovala financiranje politične kampanje Gibanja Svoboda in kaj naredimo? Vseh 88 kandidatov za poslance Gibanja Svobode predlagamo kot priče. Se pravi, Gibanje Svoboda v takšni preiskovalni komisiji ne more sodelovati. Ker bi vsakega kandidata dali za pričo, ne, nam boš ti nekaj povedal, kako si financiral kampanjo in kaj si počel. Na to vprašanje odgovora ni bilo. Dejali so, ne, da je Slovenska demokratska stranka bila tudi družbenica v teh podjetjih. Sprav je to bilo od vseh, ne, od vseh članov Slovenske demokratske stranke. Vsi poslanci smo člani Slovenske demokratske stranke, kar pomeni, da lahko za priče določi Mojca Šetinc Pašek vse poslance in poslanska skupina SDS potem sploh ne more sodelovati v preiskovalni komisiji. Jaz menim, da je to nedopustno. Na svoji strani imam ustavno sodišče, ki je jasno reklo, da ravno zaradi suma oziroma možnosti zlorab, da si bi člane preiskovalne komisije kar tako dajalo za priče in se jih izločalo, kar je sedaj predsednica naredila, da bom se posvetoval s strokovnimi sodelavci, kakšne so pravne možnosti in ukolikor pravne možnosti za kakršnokoli pritožbo so, se bom seveda pritožil in tudi ukolikor, glede na to, da je ustavno sodišče že odločilo, kakor je odločilo in da še zmeraj ravna predsednica po tem neustavnem členu, da bo tudi sprejela odgovornost in v primeru, da bi lahko bil nazaj član preiskovalne komisije, da tudi poda odstopno izjavo z mesta predsednice te parlamentarne preiskovalne komisije. Ker pa očitno ne bo ostalo samo pri temu, lahko povem, glede na to, da širitve ne bo, da
bomo pripravili oziroma že pripravljamo predlog za novo ustanovitev nove preiskovalne komisije, ki bo preiskovala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, kako je lahko prišlo do tega, da obstaja takšna koncentracija lastništva medijev v imperiju Martina Odlazka, kako je lahko prišlo do tega, da so bile tiste transakcije, kar se tiče podjetij Vesni Vuković, in kako je lahko prišlo do tega, da se je morda ta denar stekal tudi v Gibanje Svoboda in pa v financiranje njihove kampanje. Pobudo za vložitev te preiskovalne komisije bomo ponudili stranki Nova Slovenija. Glede na to, da je Matej Tonin prejšnji teden v enem od tweetov javno povedal, da bodo podpisi takrat, ko bo zagotovljena opozicijska večina v Komisiji za nadzor javnih financ in pa v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, da takrat se lahko pogovarjamo in da se ustanovita preiskovalna komisija. V mojih informacijah bosta KNOVS in pa KNJF ustanovljeni v kratkem, ta teden ali bodisi naslednji teden. Tudi ne pričakujem kakršnihkoli problemov s tem, da bi Nova Slovenija pristopila in da raziščemo, tako kot je tudi koalicija sama rekla, ne, ustanovite svojo preiskovalno komisijo, pa to pogledajte. Skratka, ta preiskovalna komisija, ki jo vodi Mojca Pašek Šetinc, je namenjena lovu na čarovnice, krši vse zakone, dela phishing in to, kar je ona rekla, v bistvu ona izvaja. Ne. Ona izvaja pritisk na posameznike, izvaja pritisk na poslovne subjekte, izvaja pritisk na občine, na občane, izvaja pritisk na gospodarstvenike, s tem, ko bo jo morali neki Mojci Pašek Šetinc pojasnevati, zakaj je zasebno podjetje oglaševalo v zasebnem podjetju. Nimamo nobenih problemov, če se preiskuje tisto, kar je državnega, da pa parlamentarna preiskava preiskuje to, kaj delajo zasebna podjetja. Poglejte, lahko tudi potem gremo na to, koliko je higienično, če ne normalno, da, kakor pravijo nekatere informacije, da je Mojca Pašek Šetinc bila novinarka na RTV-ju in poročala o prodaji Mercatorja, takrat, ko je bil njen mož Mile Šetinc lobist za Mercator. Bi bilo zanimivo pogledati njuna TRR-ja, kakšnih njunih podjetij, offshore podjetij in pa denarne tokove. Skratka, če se začnemo to iti, potem se gremo za vse enako. Toliko z moje strani, zdaj pa če so še kakšne vprašanja. Če smo vas pravilno razumeli, ste torej napovedali, da bo SDS imenovala člane v KNOVS in KNJF. Tega nisem rekel. Se pravi, vi menite, da bo kljub temu, da vi sami ne boste imeli članov v teh dveh komisijah? Zagotovljena opozicijska večina, tako je. Se pravi, samo z NSI in menite, da vam bo NSI vseeno prispevala podpise. Glede na to, da besede Aleksandra Reberška so bile jasne, ko boste vi prispevali, ko boste imenovali člane, bomo mi prispevali podpise. Dajte, jaz verjamem tistemu, kar je napisal predsednik Nove Slovenije Matej Tonin na Twitter, da se lahko začnemo pogovarjati takrat, ko bo zagotovljena opozicijska večina v teh dveh komisijah. Zdaj, če Nova Slovenija, glede na to, da so se s koalicijo verjetno zmenili, da gre iz 9 poslancev na 7, te dve komisije, 4 opozicija in 3 koalicija, če Nova Slovenija vse 4 vzame, potem je opozicijska večina zagotovljena. Razen, če Matej Tonin meni, da 4 poslanci NSi-ja niso opozicija. Sami pa ne boste prispevali članov. Dobili smo tudi mnenje zakonodajne pravne službe, ki jasno pravi, da mora biti razdelitev vodenja delovnih teles skladna s proporcionalnostjo zastopanosti poslanskih skupin v državnem zboru. Slovenski demokratski stranki pripada 6 delovnih teles, takšen je bil tudi predlog predsednice državnega zbora. Takrat so nam dodelili tako KNJF kot tudi KNOVS. Kasneje pa so seveda odločitev z glasovanjem spremenili in nam pripada 5 delovnih teles in ne več 6. Skratka, ni več skladno s to proporcionalnostjo, katero zagotavlja oziroma zagovarja tudi zakonodajno-pravna služba. Mogoče še ta pomislek Mojce Pašek Šetinc, zakaj ne širiti obstoječe poslanske komisije. Rekla je namreč, da v gibanju takrat še niso bili nosilci javnih funkcij. To bo
bo veljalo tudi pri vas, pri tej preiskovalni komisiji? Ja, glejte, to ne drži, ne. Nosilci javnih funkcij, če se ne motim, ni bila lih Janja Sluga takrat še poslanka. Pa še kdo, ki je kandidiral. Glejte, ona sama, ne, pa še to, ne, zdaj sem točno pozabil. To je bilo meni šokantno, ne. Mi je bilo zanimivo, da noben od vas novinarjev ni zastrihal z ušesi, pa je vprašal. Gospa je nekako takole rekla, da bomo preiskovali, zakaj je zakonodaja takšna, da so se politične stranke primorane financirati na takšen način. Si morate misliti, predsednica bo preiskovala in je sama priznala, zakaj so primorane financirati se na takšen način. Očitno je gospa izhajala iz lastne kampanje, iz financiranja stranke Gibanje Svoboda. Glejte, tudi tukaj je podjetje GEN-I, ki je podjetje v državni lasti, tudi tukaj noter je Telekom Slovenije, Petrol, da ne govorimo o Slovenskih železnicah, to so vsa podjetja v državni lasti, ki oglašujejo v medijih, ki so blizu stranki Svoboda. Ampak parlamentarne preiskave so namenjene iskanju politične odgovornosti. Ja, seveda. Iskali bomo politično odgovornost, kdo je kriv za to, da je prišlo do tega, predvsem pa so namenjene izboljšanju zakonodaje. Se pravi, z namenom, da se izboljša zakonodaja, da do takšnih stvari več ne prihaja. To pa je gospa tudi sama priznala. Ta člen, mislim, odločb Ustavnega sodišča, ki ste ga navajali, Ja. je ustavno, ker ne poznam te odločbe, je Ustavno sodišče tiste člene razveljavila ali kakokoli, ne, so še veljavni, dokler Državni zbor ne spremeni zakonodaje ali kaj se je zgodilo? Zdaj, zadeve čisto natančno ne poznam, kaj je Ustavno sodišče naložilo. Ta odločitev je bila sprejeta leta 2011. Mislim, da je takrat je podpisan dr. Ernest Petrič. Skratka, da se je ugotovilo, da nista v neskladju z Ustavo, oziroma ja, tako je. Takrat je Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru, da mora to neustavnost odpraviti v roku 1 leta. Torej, to se pa še ni zgodilo? Ne, to se pa še ni zgodilo. Se pravi, ko je bila... Veljavna še vedno, ne? Tako, potem se deluje, ampak ta dva člena sta v neskladju z Ustavo in Ustavno sodišče je takrat naročilo Državnemu zboru, da mora v roku 1 leta odpraviti to neustavnost. Te neustavnosti Državni zbor ni odpravil, tudi, če se ne motim, ni bilo nobenih izločanj članov parlamentarnih preiskovalnih komisij na podlagi tega člena, ki bi se potem sami tudi pritožili oziroma bi bili proti temu. Zdaj, če se ne motim, je bil edino enkrat zaradi tega, ker je potem tudi sam želel sodelovati, izločen, mislim, da Tomaž Gantar, takrat, ko je bil minister za zdravje, kar je seveda logično, če je bil takrat minister za zdravje, je seveda kredibilna in pa relevantna priča in ni moral sodelovati v preiskovalni komisiji. Ne, da se pa mene predlaga za pričo, ki je v poslovanju teh podjetij ne vem nič, samo zato, ker imam 5 delnic, poglejte, potem pa praktično nihče v tej državi od poslancev ne more sodelovati v preiskovalnih komisijah, verjetno ima kdo delnice Petrola, verjetno ima kdo delnice Telekoma, verjetno ima kdo delnice še kakšnih drugih državnih podjetij. Ne. Zdaj tudi na moj predlog se je naročilo delniško knjigo Petrola. In glejte, ne, če gremo na to, preiskuje se tudi Petrol, ne, kaj je Petrol oglaševal, kaj je Petrol počel, potem praktično nihče od poslancev ne more nikjer sodelovati. Določiti poslanca za pričo samo zato, ker je nekje delničar, pomeni zlorabo tega 3. člena in to je točno to, kar je Ustavno sodišče takrat ugotovilo, se pravi, da gre za zlorabo in predvsem namen, da se poslanca odstrani iz preiskovalne komisije. Zanimivo je, da nas je naštela 7 poslancev SDS-a, še kdo od poslancev SDS-a je delničar, ampak ga ni dala za pričo, dala je za pričo mene in Madžara, da se naj jo izloči in pa vse tiste, ki bi bili potencialno trn v peti, če bi bili člani parlamentarne preiskovalne komisije, ki jo Mojca vodi. Ali bo SDS v tej komisiji še naprej sodelovala? O tem se bomo pogovorili na seji poslanske skupine. Zagotovo pa bomo najprej, če obstaja možnost za pravna sredstva, le-ta uporabili in ukolikor to obstaja in mi tudi da sodišče pritrditev, da ni bila
v skladu z zakonom moja izločitev, potem pričakujem, da Mojca Pašek Šetinc odide iz te preiskovalne komisije. Kakšno vprašanje? Hvala. Hvala, lep dan vsem.